Sem Klavdija Poropat, prihajam iz društva JHD, Društva za teorijo in kulturo hendikepa. In vse osebe na teh fotografijah so v bistvu uporabniki programa Neodvisno življenje hendikepiranih, nekateri že več let, nekateri par let, vsi pa imajo seveda lastno izkušnjo hendikepa in potrebujejo pomoč druge osebe, da ohranjajo svojo neodvisnost. Prvo o tem, kaj je osebna asistenca. Osebna asistenca je fizična pomoč druge osebe pri vseh tistih opravilih, ki jih nekdo zaradi svojega hendikepa ne more storiti sam. V prvi vrsti, če bi povedali s parimi besedami, bi rekli, da je to pomoč pri osebni negi, gospodinstvu, spremstvu, na delovnem mestu, v šolskem procesu. Skratka, vse tisto, kar se mnogim ljudem zdi popolnoma samoumevno in lahko storijo sami, pa nekdo ne more, namesto nas opravijo naši osebni asistenti. Mi smo društvo, ki organizira osebno asistenco po principih Evropske mreže za neodvisno življenje, kar pomeni, da si osebe same izberejo svojega osebnega asistenta, ga usposobijo za delo oziroma za opravila, ki jih potrebujejo. Same določajo, kdaj, kje, kako, na kakšen način se bo pri njih osebna asistenca izvajala. To pomeni, da tudi seveda primarno smo proti medicinskemu predalčkanju, proti medicinskemu diskurzu, ki največkrat skuša ljudi ravno skozi medicinsko diagnozo jim predpisati potrebe, opis potreb oziroma koliko pomoči glede na svoje v narekovajih stanje potrebujejo. Za nas je vsak posameznik individuum, kar pomeni, da je tudi osebna asistenca odvisna od tega, kje živi, kako živi, kakšen je njegov življenjski slog, kakšne so njegove ali pa njene izbire. Morda še o samih fotografijah. Ravno pred enim letom s fotografijo se nekje ljubiteljsko, bom rekla, ukvarjam že 15 let. Pred enim letom sem bila pa na tečaju, ki ga je razpisal, na tečaju za fotografijo, ki ga je razpisal Equilibre inštitut in je bil za določene ranljive skupine brezplačen. Vodja tečaja sta bila Arne Hodalič in Meta Krese, ki sta bila tudi mentorja tega projekta. Ta projekt je pa v bistvu nastal na osnovi naloge. Vsi udeleženci tečaja smo imeli domačo nalogo in sicer pripraviti nekaj iz svojega okolja. In seveda meni ni bilo nič bolj naravnega, glede na to, da že več kot 17 let delamo na področju neodvisnega življenja in osebne asistence, da sem pripravila par portretov oseb, hendikepiranih oseb. In ta naloga jim je bila všeč in sem jo potem tudi predlagala, da bi to prijavila kot projekt, kar pomeni, da sem potem tudi kandidirala za štipendijo, ki jo je razpisal Equilibre inštitut, in ta štipendija je bila namenjena temu, da se dokonča projekt. In potem sem jaz ravno v duhu, ker to se je dogajalo v času, ko smo začeli zbirati podpise za vložitev predloga zakona o osebni asistenci, sem rekla, no pa dajmo združiti portrete in osebno asistenco. Takrat se nam je namreč tudi zgodilo to, da mi smo bili prva družbena skupina, ki je prvič v zgodovini te države neposredno skozi pobudo civilne iniciative, ljudske iniciative, vložila zakon neposredno v parlament, brez podpore določenih strank ali pa poslancev. To pomeni, da smo potrebovali 5000 podpisov potrjenih posameznikov, oziroma državljanov in državljank Republike Slovenije, potrjenih na upravni enoti in
pomočjo teh 5000 podpisov smo lahko zakon tudi vložili neposredno v parlamentu. Za to pot smo se na nek način odločili ravno zato, ker nismo želeli, da se pod zakon podpiše ena politična opcija, potem je pa druga proti, že samo zato, ker je ena opcija za, kar nas v bistvu žalosti, kajti osebna asistenca je za nas osnovna človekova pravica nekaj, kar ne more biti stvar kupčkanja in vrednotenja ter predstavljanja glasov na eno in na drugo stran. Takrat smo imeli rok 2 meseca za zbiranje podpisov, vendar smo že v prvem mesecu uspeli zbrati 7000 podpisov, tako da smo v bistvu predčasno tudi zaključili zbiranje in podpise oziroma predlog zakona vložili v parlament. Nažalost se je zgodba, moram povedati, zaključek zgodbe končala tako, še zdaj ne moramo preboleti, tudi moji kolegi odkimavajo, da so že na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide v bistvu podali negativno ceno predlogu zakona v parlamentu, sta pa nažalost zmanjkala 2 glasa, če se prav spomnim, 2 glasa, da bi zakon šel naprej v obravnavo. Vse skupaj se je ustavilo z še eno obljubo, da bodo oni pripravili svoj predlog, kar se je prej itak že pripravljal 5 let. In seveda predlog, ki so ga pripravili, natanko morali bi ga pripraviti kot do konca leta, in mislim, da je prišlo 20. decembra, smo ugledali, kaj so pripravili in to ni bilo ničemur več podobno. Mislim, to je res, ne ve, se vidi, da nažalost tudi ministrstvo takrat, ki je ta predlog pripravilo, mi smo vztrajali na temu, da bi izhajali iz našega predloga. Naš predlog je namreč bil napisan prvič skozi več kot 17-letno izvajanje programa neodvisnega življenja, soočanja z osebno asistenco in drugič. Naš predlog so v bistvu pisali vsi uporabniki na nek način. V pisarni je res, da nastajajo v eni ožji skupini, da to je bil pa poslan vsem uporabnikom. Mi imamo v bistvu v našem programu uporabnike z različnimi vrstami hendikepa. In nažalost je pa predlog padel zato, ker so nam očitali, da ni bil usklajen na nivoju invalidskih organizacij. In mi rečemo, ja, res ni bil usklajen na nivoju funkcionarjev invalidskih organizacij, bil pa je usklajen na nivoju uporabnikov z različnimi diagnozami.